V Rogaški Slatini so namenu predali novo otroško igrišče vredno 240 tisočakov. Projekt Splavarske brvi med vzorčnimi evropskimi projekti. Občino Laško so tudi letos obiskali predstavniki hrvaškega mesta Novi Grad. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca SED je odpotovala na svetovno prvenstvo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V Rogaški Slatini so namenu predali novo otroško igrišče, ki je po površini največje v občini. Meri namreč 1300 kvadratnih metrov in je namenjeno otrokom različnih starostnih skupin. Nahaja se v bližini središča mesta, na območju med hoteli in smučiščem Janina. Za naložbo so Slatinčani iz občinskega proračuna odšteli 240 tisočakov. Novo pridobitev so poimenovali Centralno otroško igrišče, idejo pa so začeli snovati pred 4 leti. Kot vemo, imamo otroške površine ali igralne površine za otroke lepo opremljene pri vseh enotah vrtca v naši občini. Vendar pa smo se odločili, da je prav, da naredimo še nekaj več. Moderatorka je že rekla, da gre za največji projekt v območju Obsotelja in Kozjanskega. Sam si upam reči, da je eden, če ne največji, omogoča najlepši projekt v Savinjski regiji, ki pa sega precej dlje. To ni naključje, ampak zavestno smo se odločili za ta projekt. Zato smo ga tudi locirali, torej v vznožje Janine, ker so že ostale rekreativne športne površine. Že pred izgradnjo igrišča so poskrbeli tudi za dostopnost lokacije. Je pa ta zelo dobro povezana tudi z centralnim zdraviliškim parkom, ker smo že pred časom neke vrste razmišljali tudi o tem projektu. Smo pred 2 leti naredili tudi povezovalno pot, tako za invalide, kot tudi za mamice z otročki. Ena od želja je bila, da bi bilo igrišče kar se da privlačno. Tu gre zahvala projektantu gospodu Mateju Kučini, ki je v veliki meri upošteval naše želje, predvsem pa dodal svoje izkušnje pri tem. Vendar pa, ko smo mislili, da zdaj pa imamo predstavljena igrala, smo tudi za to območje morali pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. In zopet je nastopila tista veduta, ki je zdaj zelo aktualna v Rogaški Slatini, še na kakšne druge zgodbe, tudi na oporni zid ob cesti in tudi na tale igrala. In smo morali nekatera igrala kar zmanjšati. Jaz nisem mogel verjeti, da lahko spomeniško varstvo reče, da tobogan ne more biti na tej lokaciji visok 4 metre, da je lahko sam 2,5. In kaj vse vsebuje nova pridobitev? Tobogani z peskovniki, z različnimi drugimi elementi, ki so za vse starosti naših otrok. Sam sem že to vmes nekoliko poskušal, zato en dober nasvet mogoče starejšim, ki bodo spremljali otroke. Jaz tistele vmesne elemente imenujem neke vrste podzemne trampoline. Tam bi predlagal, da smo vsaj tisti, ki imamo malo večjo težo, previdno skočimo gor, ker lahko pristanemo na dreveso, pa bomo težko pol nazaj dol prišli. Za otroke je bo v redu. Ko je župan s pomočnicami vendarle prerezal trak, se je na igrišču začel pravi živžav. Novost bo v prihodnje verjetno pritegnila tudi otroke širšega območja. Kakšen pa je potem takem odpiralni čas? Zaenkrat je koncept upravljanja z igriščem zastavljen tako, da bomo vsakodnevno bdeli zjutraj strani strokovnih služb, popoldan pa najemnik lokala, ki je v neposredni bližini. Namreč mi smo lani odkupili spremljajoči objekt ob tenis igriščih v tem centralnem športnem parku. Sedaj pa bo ta objekt lahko služil tudi za staršem oziroma otrokom ob sprostitvah. Dodajmo, da so pred odprtjem mlade Slatinčanke zapele in zaplesale. Zmila z mano, zmila moj bož, Prisotne sta z otroško igrico zabavali tudi čebeli Tinka in Tonka. Projekt Splavarske brvi, ki povezuje levi breg Savinje pri osrednji knjižnici Celje z mestnim parkom, je bil predstavljen na razstavi Ride a Bike, Reclaim a City v nemškem Frankfurtu. Na razstavi, ki jo organizira Nemški arhitekturni muzej in bo odprta do 2. septembra letos, je predstavljenih 28 projektov vzorčnih mest, ki najbolje uvajajo trajnostno mobilnost s poudarkom na transformacijah mestnih površin v kolesarjem prijazne urbane
urbane prostore. Na mestni občini Celje ocenjujejo, da je to odlična promocija za Celje ter hkrati spodbuda za projekte, s katerimi v Celju načrtujejo izgradnjo nove kolesarske infrastrukture in uvajajo trajnostne oblike mobilnosti. Splavarska brv je bila zgrajena leta 2014. Dolga je skoraj 150 metrov, nosilna jeklena konstrukcija mostu pa je težka okrog 160 ton. Občino Laško pa so tudi letos v času festivala Pivo in cvetje obiskali predstavniki hrvaškega mesta Novigrad. Tako kot v minulih 5 letih se bodo predstavili svojo turistično in gostinsko ponudbo. Da je sodelovanje med Laškim in Novigradom dobro, so povedali tudi na današnji novinarski konferenci. Vrhunec sodelovanja pa bo prihodnjo nedeljo, ko v Novigradu pripravljajo zdaj že tradicionalno slovensko noč. Prav na Pivu in cvetju se je pred leti rodila ideja o sodelovanju med Laškim in Novigradom. Pobuda ni prišla iz občinskih kabinetov, dali so jo občani. Letošnje leto je 5. leto, odkar nekako sodelujemo z občino Novigrad. Mi smo tudi začeli to pred 5 leti na pobudo občana občine Laško, ki v mnogo let že letujejo v tej občini in nekako smo prijeli, tudi smo pristopili k skupnim evropskim projektom, sicer na enem nismo bili uspešni, računamo pa, da na bodočih bomo in da bomo v bistvu naše sodelovanje še bistveno bolj poglobili, kot je bilo že zdaj. Prav Slovenci so z več kot tretjinskim deležem najštevilčnejši turisti v Novigradu, zato bodo Hrvatje enega največjih turističnih dogodkov pri nas izkoristili zlasti za turistično promocijo. Statistično v prvih 6 mesecih imamo 6% več nočitev. In prav so Slovenci največ povečali nočitve v Novigradu v prvih 6 mesecih. Zato je, pravim, pomembno, da smo tu, da se tudi na ta način zahvalimo za to, kar smo do zdaj dostigli in da se predstavimo za glavno turistično sezono, za naslednjo turistično sezono in da pokažemo, da smo prijatelji. Zato, ker turizem danes ni več sam morje in sonce, ampak so emocije in jaz se tle v Laškem počutim zelo dobro. Vesel sem, da se tudi župan Laškega v Novigradu počuti odlično in da so tudi drugi prijatelji iz Laškega v Novigradu doma. In zakaj Slovenci tako radi obiskujemo Novigrad? Eden izmed razlogov je sigurno Pineta. Pineta je eno področje Novega grada, katerem so otroške kolonije. Slovenci prihajajo v Pineto iz Ljubljane, iz Kranja, verjetno tudi iz drugih koncev Slovenije, že kot otroci in so navajeni na to mesto. Sigurno imajo lepe spomine iz otroškega časa in pridejo spet, zdaj, ko so malo večji, zapraviti denar, se družiti in mislim, da se Slovenci odlično počutijo v Novem gradu in pokazatelj je tudi ta, da več kot polovica vseh stanovanj ali hiš v Novem gradu, skupno gledano, je v lasti Slovence. Tudi letos pa se v Novigradu obeta slovenska noč. Prihodnjo soboto bo tako okoli 200 Slovencev in Hrvatov pripravilo celodnevno dogajanje. Vsako leto nekako nastopamo z našimi domačimi izvajalci, tudi v letošnjem letu bo enako z našimi etno društvi, potem zagodbene pihala, mažorete, bobnarska skupina. Jaz mislim, da lepo obeležijo občino Laško in pa tudi Slovenijo v Novem gradu, ker je v bistvu v življu v sezoni bistveno več Slovencev kot pa domačinov. Sodelovanje med mestoma se bo v prihodnosti, kot kaže, še poglabljalo. Letos so iz Novigrada na Pivo in cvetje pripeljali tudi svojo glasbo, morda pa se v prihodnosti njihova predstavitev razvije celo v samostojni dogodek. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca SED je odpotovala na svetovno prvenstvo, ki se bo v soboto začelo na Nizozemskem. Izbranke selektorja Simona Božiča so minuli konec tedna odigrale 3 prijateljske tekme s Hrvaško. Slovenska reprezentanca je doslej na svetovnih prvenstvih osvojila 3 kolajne, leta 2002 pa je bila na domačem prvenstvu v Kamniku druga. Naša izbrana vrsta je v zadnjih dneh stopnjevala pripravljenost, ki bo na samem prvenstvu zelo pomembna. Forma, jaz mislim, da je dokaj zadovoljiva. Punce so v redu trenirale.
Mogoče nam je zmanjkal, mogoče verjetno kak trening, ki bi bil viška oziroma bil zelo dobrodošel. Zdaj, mi se podajamo na svetovno prvenstvo z upanjem, da bomo tam naredili en dober rezultat. Naša želja je predvsem pokazati dobro igro. Zdaj, če bo to dovolj, da pridemo iz naše močne skupine, bomo presrečni. Ja, trenirali smo fejs, tako da mislim, da en tak cilj oziroma želja je priti med prvih 8 na svetu. Ekipo imamo kar v redu, ampak treba se zavedati, da v bistvu vse ekipe zelo napredujejo, tako da tudi naša skupina, čeprav se zdi dokaj optimalna, ni lahka. Mislim, da smo dosti trenirali, no, tako da upam, da se bo tudi na igrišču vse poklopili in da bomo pokazali, kar znamo. Slovenska reprezentanca je tokrat precej spremenjena, predvsem pomlajena. V ekipi imamo 3 zelo mlade igralke, oziroma kar 4. Tu bojo iskale svoje prve potrditve na uradnih tekmovanjih. Zdaj jaz upam, da da bodo lahko prenesli to težo svetovnega prvenstva in da bodo pokazali tisto, kar so se naučile in seveda na treningu tudi pokazale. Super je, ker smo zelo pomladili ekipo, kar je velika prednost, po drugi strani pa tudi niso te igralke še toliko izkušene, za 3 izmed njih bo to prvo sploh večje prvenstvo, kar upam, da se ne bo poznali. Jaz verjamem, da bojo močne na igrišču. Mi vse, ki smo že večkrat to doživeli, bomo dali vse od sebe, da tudi njih dobro motiviramo in upam, da bo to dosti. V predtekmovanju se bo Slovenija merila z Iranom, Italijo in Kitajsko, v drugi del pa se uvrstita prvi zasedbi predtekmovanja. Imamo izredno težko skupino, se pravi imamo eno zelo močno ekipo, svetovne prvakinje in pa večkratne paraolimpijske prvakinje, Kitajsko. Potem pa smo 3 zelo izenačene ekipe. Italija, ki je zelo v vzponu, Iranke, ki pač so že leta v svetovnem vrhu in so osvojile 5. mesto na zadnjih paraolimpijskih igrah v Riu. Mi pa kot nekako še vedno v vrhu Evrope, tudi nekako bomo poskušali biti dostojen tekmec in presenetiti katero od teh 3 ekip. Ja, Kitajke so definitivno izmed teh najtrši oreh, vedno do zdaj so bile na stopničkah, odkar sem jaz v odbojki sede. Italijanke so pred kratkim začele, ampak skokovito res prišle v formo, res vrhunska ekipa, no, Iranke pa tudi zelo dobro delajo, ful so hitre, tako da definitivno z nobenimi izmed njih tekma ne bo lahka, tako da bo treba 100% iti na vsako tekmo in dati vse od sebe. No. Prvo tekmo bo naša izbrana vrsta odigrala v nedeljo, ko se bo ob 18. pomerila z Iranom. Jutri bo sprva pretežno oblačno, več sonca bo sredi dneva in popoldne. Še bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo bolj pogoste popoldne in zvečer. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v soboto zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla. Oba dneva bo predvsem sredi dneva in popoldne nastalo nekaj krajev ploh ali neviht, ki bodo v nedeljo nekoliko bolj verjetne, še nekoliko topleje bo. Toliko o naši današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.